Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o zanimivi temi, in sicer vzrok in posledica. Ne vem, če se tudi vam dogaja, ampak ja, jaz opažam, da zadnje čase nastaja ena taka velika razlika ali pa vrzel med ljudmi, ki oddajajo pozitivno vibracijo ali pa so pozitivni, in med ljudmi, ki so negativni. Ampak zdaj prav tako, zdaj pa že seka ven. In zanimivo je, da pač jaz imam opravka z nekaterimi ljudmi, ki se ne držijo nekih dogovorov in tako naprej. Očitno je moja šola, ampak verjamem pa, da kar se dogaja meni, da nekako, da grejo stvari tako kot na globalni ravni, se nekako nekaj čisti. Pa ne mislim, da sem nekdo, ampak vsem se dogajajo približno podobne zadeve. No, v glavnem. In se razmišljam prav ta vzrok in posledica, kar daješ, to dobiš nazaj, kar seješ, to žanješ. Ta sistem bumeranga, kar odpošlješ, slej ko prej pride nazaj. In je čas, ker se stvari zmeraj hitrejš dogajajo, ker energije grejo vedno hitrejš, da dejansko začnemo, kdor želi seveda dobro v svojem življenju, delati res dobro. Ampak res dobro. Gre se po drugi strani, recimo, čisto za preprosto iskrenost. Računi, ne nazadnje, ne, vsi jih plačujemo. In če ene stvari se ne moramo držati dogovora, roka ali karkoli, pač dvigneš telefon in poveš. In, gre se za to, da poskusimo biti na vseh področjih iskreni, ravno tako v partnerskem odnosu. Na vseh področjih iskreni, ne vem, zdaj gre čez mene, recimo ogromno je takih partnerskih odnosov, kjer ljudje še vedno živijo dvojno življenje. In to dvojne življenje, energije jih ne morejo več podpirati. Dejansko postaja ta svet okrog nas vedno bolj črno-bel. In ne podpira več tistih 50 odtenkov sivine, ki je vmes, enostavno ne gre več skozi. Se pravi, v partnerskem odnosu, kjer sta dva, recimo, poročena in en gleda čez plot ali pa skače čez plot ali pa ima še eno razmerje zraven, pač energije ne morejo več tega podpirati. Dovolj je dvoličnosti, dovolj je laži, zahrbtnosti. Gre se za to, da smo v vsakem trenutku popolnoma iskreni. In ja, vem, da velikokrat je treba iti čez svoje strahove, ker zakaj skrivamo? Zato, ker nas je strah sodbe, izgube, sprememb. Iti čez to, da vedno govorimo resnico in da vedno živimo resnico. Tako da jaz se zdaj ukvarjam sicer pri knjigi z eno tako osebo, ki se ni držala dogovora, pa si sama pri sebi mislim, energije delujejo vedno. In ljudje se mogoče pol vprašajo, zakaj meni v življenju ne gre dobro. Pač, kar človek daje, to vedno dobiva nazaj. Energije to delajo. Ni, da je to zdaj, jaz to bogi nesrečnik, ampak energije to delamo. Pojmo na nekaj sporočil, prehod v novo dobo. Moje srce je čisto in zato lahko sprejemam večno modrost. Ja, zase jaz menim, da imam čisto srce. In prav ta večna modrost, ki je veliko več kot štempelj, ki ga imamo, ker neko izobrazbo, ki jo dosežemo, je res veliko več. Večna modrost je povezana s skrivnostjo življenja. Ko prosim za modrost, sem hkrati blagoslovljena z ljubeznijo, z izobiljem in z mirom. Moja duša pozna vse odgovore. Zdaj, kako mi prosimo dušo za to, da dobimo odgovore od nje? Dejansko si predstavljate tako, kot da bi zapakirali eno culico svoj problem in pošljete svoji duši. No, o tem sem jaz pisala v knjigi, ko imajo duše žur, pa tudi ko imajo čakre žur. V glavnem, ta naš višji jaz, naša duša, to je povezano pač z zlatim pramenom in mi preko zlatega pramena
pošiljamo informacije naši duši in naša duša komunicira z nami. Zdaj, če si predstavljamo, da imamo neprestano povezavo s svojo dušo, pomeni, da lahko dobivamo tudi odgovore. Odgovore, takrat, ko rabimo neko pomoč, takrat, ko je čas za napredek, ko je čas za drugačne informacije. Ja, vem, da včasih je pač malo zamudo prihajajo te informacije. Tukaj je tole, kar iščem, kar vam želim povedati. Se pravi, tukaj smo mi z našo karmo, z našimi blokadami, in če imamo tukaj noter zapakirano ogromno teme, pomeni, da bomo imeli fizične težave. Se pravi, vsi tisti, ki imate težave z izražanjem, boste imeli težave tudi na fizičnem nivoju z grlom. Kdor ima težave s strahom, bo imel na fizičnem nivoju težave s pljuči. Kdor ima težave z videnjem večje slike, modrosti, bo imel težave z očmi, s pokrovom čez glavo in tako naprej. In tukaj zadaj je Kristusova zavest in naša duša. Se pravi, mi lahko vedno prosimo za informacije. Ampak, če smo mi v dvolični energiji, kaj lahko prejemamo? Glejte, v dvolični energiji, v zahrbtnosti, v škodoželjnosti, mi ne moramo komunicirati svojo višjo dušo, zato ker smo v tem polju strupene energije. In to polje strupene energije je tako močno, da ni varianta, da boste dobili informacije od svoje duše. Zato je pomembno, pač živi pošteno. Ne da hodiš k spovedi in tam odlagaš grehe in potem živiš po starem naprej, ampak živiš tako, da ni potrebno, da hodiš k spovedi, ker nimaš tam kaj odložiti. Ker če imaš komu kaj zapovedati, njega pokličeš, njemu poveš, njej poveš, če pa nimaš nikomur nič zapovedati, pač če ne moreš dobro narediti, se rajš umakneš. A ne? Vem, da recimo tisti, ki se umikamo, da se moramo velikokrat umakniti. Ampak včasih gre kočija negativne energije mimo nas in je pameten stopiti en korak nazaj in dovolj, da pač gre negativa mimo. Samo to, ne da se zaganjaš kot muha v okno in hočeš priti ven na silo. Ne, na ljubezen. Življenje deluje vedno bolj na ljubezen. Pojdimo na naslednjo sporočilo. Naslednje sporočilo je, kaj je tvoja želja? V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničujem svoje želje. Zdaj pa pomislite, v stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti. Ljubezen do drugih je povezana s tem, da drugemu ne moramo slabo narediti, zaradi tega, ker ne želimo povzročati zla. Druga stvar, ljubezen je povezana tudi z ljubeznijo do sebe. In če imam jaz sama sebe rada, ne dovoljujem, da določeni ljudje stopajo po meni. Enostavno naredim dovolj, zato ker imam sebe rada. No, zdaj, če jaz gledam to moje potovanje, danes me je ena gospa klicala in je rekla, da predelujejo neke karmične lekcije in da ima celo ta prvo knjigo, ko imajo hormoni žur. Sem rekla, da to ne gre, da v ta prvi knjigi, jaz sem se tam šele učila ljubezni do sebe in sploh še do karme nisem prišla. In v bistvu, tako kot pišem knjige, to je tudi moja pot čiščenja in s tem, ko jaz delam korake naprej, pomagam tudi vam delati korake naprej. No, naslednja karta je prišla prijaznost. Brezpogojno sprejemam sebe in druge. In ta prijaznost je povezana s tem, da neham sebe kritizirati, da neham sebe govoriti, v čem nisem zadost, kaj bi morala drugače, zakaj, veste, tisti notranji glas, da ga tako močno ne utišam, da se borim proti njemu, ampak da ta moj notranji monolog postane prijazen do sebe, da sprejmem tudi tisti del, ki mogoče ni popoln, ker lejte, kdo pa je popoln na tem svetu, pač enostavno, da sprejmem vsak delček mojega telesa, da sprejmem moje izražanje, da sprejmem vse, kar jaz sem, v celoti, brezpogojno sprejemanje sebe. A ne, lahko eni rečejo, ja, jaz imam druge ljudi, tokrat sebe pa ne sprejemam. Ne gre. Drugim lahko damo samo to, kolikor imamo mi polno to notranjo posodo. Do sebe sem nežna, sočutna in mila. Ta moja mehkoba se odraža pri vseh odnosih.
Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po meni. Pomeni sposobnost, da se na ljubeč način postavim zase. Prepoznavam svoja čustva in znam razbrati čustva drugih ljudi. Na ljubeč način znam povedati, kaj si želim. In tukaj spet, a si znam povedati, kaj si želim, kaj jaz želim. To ni povezan s sebičnostjo, ampak če določena stvar meni vedno znova povzroča takole, recimo, umazana posoda v lijaku, če jo nekdo pušča, pač na ljubeč način povem pravila naše hiše. Če meni na živce gre določena stvar v moji družini, ki je vedno ena in ista, je čas, da izrazim. Ampak ne takrat, ko imam vse lase po koncu. Ampak takrat, ko sem mirna in rečem, lej, cenila bi, če bi bilo to narejeno. Jaz od tebe pričakujem to in to in to in jaz dajem to in to in to. Pač gre se za izražanje, kaj ti želiš. Pejmo še na eno sporočilo. Prehod v novo dobo je povezan z modrostjo naše duše. Še enkrat je prišla modrost. Ja, očitno je čas za modrost naše duše in dovolj, da v naše celice stopi zdravilna Božja svetloba. No in to je pa zdravilna molitev dekodiranja, ker dobesedno zdravilno molitvijo dekodiranja vnesemo mir v vsako celico telesa. Vsako celico. Glejte, ta mudra za novo moč, mudra hakini, ko pritisnemo na čakro tretjega očesa in vdihnemo skozi nos, vdihnemo novo energijo in ko si ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo, jaz to našam polje svetlobe v vsako celico posebej. In ko vsaka celica posebej postane žareča lučka svetlobe, ne mogoče, da bom imela fizične bolečine, ker jih dekodiram, ker jih počistim. In po drugi strani, ker polnim svoje polje energije s Božjo svetlobo, pomeni, da lažje dobivam sporočila preko moje duše. Kar čutim zdaj, je to, da pač tema pritiska. Ja, zmerom krajši dan je, pozna se to na vseh nivojih. Ampak čas je za drugačno energijo, vsak pri sebi, da počisti svojo nesnago, verjemite mi, takrat bo postal svet lepši. Zato delajte na osebni rasti, čistite svojo podzavest in boste videli, ko boste vi ta svoj oddajnik napolnili s čisto ljubeznijo, pa se ne more biti drugače, kot da v vaše življenje prihaja vedno več ljubezni, vedno več obilja na vseh nivojih. Tako da, to je to. Uživajte, dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži, ker čudeži se dogajajo, ampak se res dogajajo. Čudeži se dogajajo. Samo verjemite v njih, ker stvarstvo tako močno želi nam pomagati pri tem, da pridejo nove informacije, nove vibracije, tako zelo, ampak problem je tukaj, ker v sebi, v svojem polju mnogo ljudi nosi še vedno preveč teme. In je čas, da se to sčisti. Tako da, o tem tudi pišem v ta zadnji knjigi. Zdaj sem tik pred tem, da gre v tiskarno. Tako da, bo. V glavnem uživajte, vse dobro vam želim. In mogoče bo tale knjiga, če boste vzeli še prednaročilo, odlično darilo za Božič, za nekoga, ker čutite, da naredi korak naprej. Tako da vam bom mogoče naslednji video pokazala, kaj delam, ker, oblikovalka je bila ta, pač šus v glavo, groza. Ampak okej, to bom počistila in naredila, kar je potrebno. Ta je tista, ki me zadnje čase, ki mi je dala eno zanimivo šolo. A ne, vsak se nekaj uči, ja, tudi jaz. V glavnem, vam pokažem, kaj delam in lepo nastaja in sem vesela, da bo dejansko v knjigi res vibracija sprememb. Nove energije za partnerske odnose, da se pozdravijo partnerski odnosi. Ampak partnerski odnosi so lahko šele boljši, ko jaz pozdravim moj del mojega zavedanja,
šele takrat lahko pridejo drugačni ljudje v moje življenje. Tako da uživajte. Naj vas spremlja Božji blagoslov. Tako čutim. Ja, včasih pomaga, če angeli malo posujejo čarobnega prahu in takrat potem vse gre lažje. Tako da vse dobro.